Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Ankaranski občinski prostorski načrt OPN je bil ob sprejetju prepoznan kot kakovosten in trajnostno naravnan akt, za kar je občina prejela nagrado Zlati svinčnik. Kljub temu so nekateri lastniki zemljišč in investitorji sprožili skupno 35 pravnih postopkov, vključno s pobudami za oceno ustavnosti, upravnimi spori in odškodninskimi zahtevki. Občina je doslej uspešno obranila vse zaključene postopke, odprti pa ostajajo še 4. Ustavno sodišče Republike Slovenije je zadnjo odločbo pritrdilo zakonitosti in strokovni utemeljenosti OPN ter poudarilo, da je občina pri načrtovanju skrbno tehtala med javnim in zasebnim interesom. Odločba Ustavnega sodišča ima precedenčno vrednost, saj določa smernice tudi za druge občine pri prostorskem načrtovanju. Sodišče je potrdilo, da občina pri določitvi namenske rabe prostora ni posegla v ustavno varovane pravice lastnikov. Župan Gregor Strmčnik je poudaril, da je občina pri pripravi OPN vložila izjemen napor in da odločba potrjuje pravilnost njihovega pristopa ter služi kot vzor za prostorsko načrtovanje v Sloveniji. Ankaranski OPN ostaja primer dobre prakse, ki usklajuje razvojne potrebe s trajnostnim varovanjem prostora. Ostajamo v Ankaranu. Občanke in občani Ankarana, stari najmanj 15 let ali tisti, ki bodo to starost dopolnili letos, lahko do 10. marca oddate predlog za izvedbo projekta v okviru participativnega proračuna občine Ankaran. Za leti 2025 in 2026 je za njegovo izvedbo zagotovila 100 000 evrov, od tega za projekte z območja Ankaran vzhod 40 000 evrov, za tiste z območja Ankaran center 20 000 evrov ter za projekte območja Ankaran zahod 40 000 evrov. Obrazec za oddajo projektnega predloga je na voljo na isti spletni strani. Predloge oddate prek e-pošte ali osebno v sprejemni pisarni občine Ankaran. Ustrezni projektni predlogi bodo vključeni v glasovanje občanov, ki bo potekalo med 7. in 20. aprilom. Danes praznujemo Slovenski dan pomorstva, zato je Luka Koper v ta namen organizirala strokovno omizje z naslovom Pomorska logistika v luči podnebnega prehoda. To je eden izmed 5 dogodkov, ki jo bodo pripravili skupaj z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo. Tako kot drugod po svetu, tudi na slovenski obali stremijo k bolj trajnostnemu delovanju, kamor spada tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Aktivno so se lotili električne mehanizacije luških strojev, postopoma pa si prizadevajo za krepitev deleža energije pridobljene iz obnovljivih virov. Vse to pa s ciljem, da bodo do leta 2030 zgradili sončne elektrarne skupne moči 10,5 MV, kar bo zadoščalo za pridobivanje 25% porabljene električne energije. Prvi izziv je seveda pripeljati vso potrebno električno moč do Luke Koper, kar potrebno je namreč 5-krat večja moč, kot jo imamo do sedaj. Drugi izziv je sama gradnja. Če si predstavljate, bomo takole pogledali na to sliko, od RTP postaje in od daljnovoda, katera izvedba je sedaj skupaj z podjetjem Elles, moramo namreč v delujočem pristanišču do priveznih mest pripeljati to elektriko. To se pravi, je to relativno operativno, gradbeno pomemben zalogaj, ki ga moramo izvesti do konca leta 2029. In tretji izziv je pa seveda financiranje. Celotna ocena projekta je skorajda v višini 100 milijonov evrov. Pomembno je še zmanjševanje žveplovih in dušikovih oksidov in pa področje varovanja morja, ki vključuje nedovoljene izpuste sivih in zaoljenih vod, podvodnih rub, reciklažo odsluženih ladij in ladijske odpadke. Preučiti je potrebno tudi, katera alternativna goriva so najbolj primerna, zato so poleg pristanišč tudi ladjarji zavezani k sprejemu ključnih ukrepov in postopnemu prehodu na pogonska goriva. In upam, da v prihodnosti bomo imeli vse zelene ladje, katere bojo prišli tu v Koper v rotaciji. Trenutno jih imamo 25, kaj so naročene, ali so že plujejo. Tisto so pa ladje na metanol,
ko smo štartali mi za zeleno agendo, je bilo vprašanje, ker takrat noben seveda to ni delal, pa nismo vedeli, kaj bo ta gorivo za prihodnost, ni bilo bolje jasno. Tudi proizvodnja ni dovolj velika, da bi vedel, kaj točno najboljše je, ampak smo naredili prvi korak in smo naročili e-metanol ladje. Tudi tehnologijo ne ščitimo, oziroma smo jo dali na trg, da vsi lahko replicirajo, če želijo, ker upamo, da bo to nekako prineslo za kompletno dekarbonizacijo, globalno dekarbonizacijo. Doseganje neto ničelnih emisij v pomorski industriji si prizadevajo tudi družbe za križarjenje, za samo pomorstvo pa so pomembne tudi železnice. Urediti je potrebno dostavo blaga končnih kupcev, saj je trenutno razmerje pretovora v prid cestnemu prometu. Prav zato poudarjajo, da bo zelo pomemben tudi drugi tir. Koper, največja slovenska mestna občina po površini, obsega široko podeželsko območje z več 10 naselij. Medtem ko je organizacija šolskih prevozov v pristojnosti občine, primestni avtobusni promet ureja država. Zaradi številnih pritožb občanov glede neustrezne povezave na območju Gračišča se je občina aktivno lotila iskanja rešitev. Kot prvi je uspelo združiti primestno avtobusno linijo in šolski prevoz, s čimer je izboljšala dostopnost prevozov za prebivalce Gračišča. V sodelovanju s prevoznikom Arriva in Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa je preučilo možnost združitve šolskih in medkrajevnih linijskih prevozov. Učencem s podeželja že zagotavlja brezplačen prevoz v šolo in nazaj, pri čemer se urniki deloma prekrivajo s medkrajevnimi linijami. Po usklajevanju z izvajalcem je Mestna občina Koper pri družbi vložila zahtevek za dovoljenje za integrirano linijo, ki upošteva standardne dostopnosti. Prav tako je prevzela finančno breme dodatnih kilometrov za izboljšanje povezav na tem območju. Z združitvijo linij bo na delovne dni izboljšana povezava na relacijah Gračišče-Hrvoji-Gračišče ter Gračišče-Movraž-Sočerga-Gračišče, kar bo prispevalo k učinkovitejšemu in dostopnejšemu javnemu prevozu. Nova ureditev je stopila v veljavo v ponedeljek. Tudi letos boste občani Pirana lahko brezplačno oddali do 1 tono azbestnih odpadkov. Akcijo že 5. leto zapored organizirata javno podjetje Okolje Piran in občina Piran, ki krije stroške prevzema in obdelave. Pobuda je med občani zelo dobro sprejeta. Lani so na ta način odstranili kar 22,5 tone nevarnega azbesta. Azbest predstavlja resno tveganje za zdravje, saj njegova drobna vlakna pri vdihavanju ostanejo v pljučih in lahko povzročijo hude bolezni, kot sta azbestoza in pljučni rak. Čeprav je njegova uporaba v Sloveniji prepovedana že več kot 20 let, so stare strešne kritine in drugi gradbeni elementi iz azbesta še vedno prisotni na številnih objektih. Z organizirano akcijo odstranjevanja občina spodbuja varno in pravilno ravnanje s tem škodljivim materialom ter prispeva k čistejšemu in zdravju prijaznejšemu okolju. Občani lahko brezplačno oddajo azbestne odpadke enkrat v letu, in sicer v zbirnem centru Dragonja. Pred oddajo morajo izpolniti vlogo za brezplačen prevzem, ki je dostopna na spletni strani in recepciji Okolja Piran, ter jo vsaj 3 delovne dni pred načrtovanim dovozom poslati po pošti ali na elektronski naslov info@okoljepiran.si. Pomembno je, da so odpadki ustrezno zaščiteni. Večje kose je treba položiti na paleto in oviti v plastično folijo, manjše kose ali zdrobljen material pa zapakirati v debelejše zaprte vreče. Tistim, ki nimajo ustrezne embalaže, so vreče po predhodnem dogovoru na voljo tudi v zbirnem centru. Nenadzorovano lomljenje azbestnih materialov lahko sprosti nevarna vlakna v zrak, zato je nujno upoštevanje predpisanih postopkov ravnanja. Zbiranje bo trajalo do porabe namenskih proračunskih sredstev, ki znašajo 10.000 evrov oziroma najkasneje do konca oktobra. V sredo je v areni Bonifika potekal eden največjih zaposlitvenih kariernih dogodkov, ki je namenjen obiskovalcem iz 3 držav – Slovenije, Italije in Hrvaške.
Na čezmejnem sejmu zaposlitveno-kariernih priložnosti se je predstavilo 125 razstavljavcev, kar je bilo največ v zgodovini sejma. Delodajalci so iz vseh dejavnosti. Nismo si želeli omejiti zgolj na 3-4 tiste dejavnosti, ki so najbolj značilne za našo regijo. Ne, želimo narediti dogodek, ki bo zanimiv za najširši krog obiskovalcev. Tako da tukaj so delodajalci in zdravstveno-socialnega varstva, in logistike, gradbeništva, javne uprave, zelo veliko delodajalcev, iz proizvodnje, trgovine, gostinstva, turizma, šolstva. Poleg tega pa še vsak od teh delodajalcev ne zaposluje zgolj poklice, ki so značilni za njegovo dejavnost. Ena vojska ne zaposluje samo vojakov, zaposluje tudi kuharje, logiste. Ena šola ne zaposluje samo učiteljev, zaposluje tudi kuharje, hišnike, računovodje, tajnice in tako naprej in tako naprej. Sejem je bil namenjen vsem, ki jih zanima ponudba dela. Informacije o prostih delovnih mestih so lahko iskali tisti, ki iščejo prvo ali novo zaposlitev, šolajoča mladina ter študenti zadnjih letnikov, priložnosti pa so bile odprte tudi za upokojence. Sejem je omogočal, da so lahko iskalci vzpostavili osebni stik z delodajalci ter se mrežili med sabo. Dober dan, mi smo iz Decathlona, torej Decathlon je športna trgovina. Danes smo pa tukaj predvsem zaradi tega, ker iščemo asistente v prodaji, torej prodajalce, iščemo pa tudi vodje ekipe. Zakaj naj se nekdo odloči za vaš poklic? Jaz bi predvsem rekla, da je to zelo zanimivo delo, je raznoliko delo, opravljaš razna dela, torej od dela z strankam, delo z ljudmi, sodelavci, imaš delo na blagajni, tako da je zelo raznoliko in je lahko zelo pestro in zanimivo. Kakšno bo povpraševanje? Moram reči, da je povpraševanje kar veliko, tako da imamo tudi veliko sklop aplikacij oziroma veliko povpraševanja dobimo, tudi veliko prijav dobimo, tako da mislim, da je kar uspešno. Danes smo prišli skupaj s šolo organizirano, da vidimo mogoče, kdo najde tukaj svoj nadaljni poklic ali pa kakšen interes, tako da skupaj s šolo organizirano. O katerem poklicu pa razmišljate vi osebno? Jaz osebno mislim nekaj v zdravstvu, zdaj pa trenutno, dokler sem dijak in tudi kot študent, pa seveda kakšna tudi študentska dela, mogoče kakšna praksa, tako da, ampak sem bolj usmerjen v zdravstveno panogo. Katere stojnice recimo so vas najbolj navdušile tukaj? Najbolj so me navdušile naprimer Postojnske jame, pa še Mercator DO, pa tam so bile ortopedska bolnišnica Valdoltra, splošno bolnišnica Izola, take so mi bile zelo zanimive in ker so ljudje zelo komunikativni. Brezposelnost v Sloveniji je na najnižji ravni v njeni zgodovini. 50.148 je bilo registriranih brezposelnih oseb konec januarja 2025. Najbolj se je zmanjšal delež dolgotrajno brezposelnih, sledi delež nižje izobraženih. Nekoliko manj so se zmanjšali deleži žensk, invalidov ter iskalcev prve zaposlitve. Višja sta le deleža starejših brezposelnih in mladih brezposelnih. Delovno aktivnih je bilo v Sloveniji konec novembra 2024 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 948.444. Občina Izola je nedavno nadomestila defibrilator na pročelje zobotehničnega laboratorija v Cankarjevem drevoredu. Napravo je podarila zobotehnica Andreja Pangerc. Vključena pa je v mrežo 22 javno dostopnih defibrilatorjev, ki jih upravlja lokalni zdravstveni dom. Občina Izola je do zdaj namestila 22 defibrilatorjev, 19 jih je javno dostopnih, 2 se nahajata v kurjerci, en pa v vozilu medobčinskega redarstva. Z njimi znajo rokovati vozniki, kurjerc, občinski redarji in 12 prvih posredovalcev iz Izole, ki so člani prostovoljnega gasilskega društva Korte. Prve posredovalce aktivira regijski center za obveščanje ob klicu na 112, kadar zdravnik oceni, da je njihova pomoč nujna, na primer pri srčnem zastoju ali hudih krvavitvah. Usposabljanja izvaja območno združenje Rdečega križa Koper, trenutno pa v Slovenski Istri deluje 61 operativnih prvih posredovalcev, pri čemer njihovo delovanje sofinancira tudi občina Izola. Širitvijo mreže defibrilatorjev in usposabljanjem prvih posredovalcev si lokalna skupnost prizadeva za večjo varnost prebivalcev, saj je hitro in pravilno ukrepanje ob srčnem zastoju ključno.
Mestna občina Koper je v začetku leta začela z ukrepi za povečanje števila prostih mest v koprskih vrtcih. Kmalu bo v Šmarjah pri Kopru odprt nov oddelek za otroke prvega starostnega obdobja, in sicer bodo pri osnovni šoli v Šmarjah omogočili varstvo in vzgojo za 13 otrok, kar pomeni, da bo v tem vrtcu v tekočem šolskem letu delovalo skupaj 6 oddelkov, v katerih bo 107 otrok. Poleg tega je Mestna občina Koper že v januarju poskrbela za odprtje novega oddelka prvega starostnega obdobja tudi v nedavno prenovljenem vrtcu pri osnovni šoli Dekani, enota Rižana. Ta enota je sprejela 14 otrok, skupno pa zdaj deluje v 4 oddelkih. V sredo sta se na mestnem stadionu v Ajdovščini v zaostali tekmi 21. kroga pomerili ekipi Primorja in Kopra. To je bil že tretji primorski derbi v letošnji sezoni. Prvega je na gostovanju dobil Koper z 2-0, medtem ko je oktobrskega na Bonifiki presenetljivo zmagal ajdovski klub z rezultatom 4-3. Obe ekipi sta slab niz rezultatov želeli prekiniti zmago, a sta se tokrat razšli z 1-1. Za Koprčane je že v 9. minuti svoj prvi gol v rumeno-modri majici dosegel osrednji branilec Ahmed Sidibe. Ajdovcem je izenačenje tik pred koncem polčasa s prvim golom za Primorje zagotovil zimski prišlek napadalec Haris Kadrić. Koprčani so po izključitvi domačega kapetana Harisa Dedića zadnji del tekme igrali z igralcem več, a se kljub prevladi niso veselili zmage. Kanarčkom, ki so bili po koncu jesenskega dela celo v igri za naslov, v tem koledarskem letu ne gre, saj so na 5 ligaških srečanjih slavili zgolj enkrat. Zato so se že začele spekulacije o morebitni menjavi trenerja. Eden izmed kandidatov bi naj bil tudi ajdovski trener Milan Anđelković, ki je v prvem delu navdušil slovensko nogometno javnost. Koper je trenutno na 4. mestu, ki še prinaša nastope v evropskih tekmovanjih, medtem ko so Ajdovci, ki so na 5 tekmah v letu 2025 še brez zmage, 7. V naslednjem krogu Koprčani gostujejo pri Domžalah, Primorje pa v Celju. Kdo pravi, da je šah varen šport? Poljski šahist si bo poraz zapomnil tudi po bolečem padcu, ki pa na srečo vseh ni prinesel hujših posledic. Poglejmo. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Predstavili vam bomo dogodke, ki se bodo v slovenski Istri odvili v prihodnjem tednu. V soboto 8. marca v sklopu cikla dogodkov 8. marec v mestu bo ob 11. uri v Lutkarnici v Kopru potekal lutkovni koncert s poezijo Srečka Kosovela z naslovom Nesem sončnico na rami. Ljubitelji ročnih spretnosti se bodo lahko ob 15. uri odpravili v Second Hand in Upcycling studio Druga skica v Kopru, kjer bo potekala delavnica kvačkanja. Ob 16. uri bo v Kopru organiziran tudi sprehod po zgodovinskih biserih Kopra. Ta bo udeležence popeljal skozi mestne znamenitosti, kot so rotunda Janeza Krstnika, palača Belgarmoni Tako in palača Karli, v katerem bo potekal čajni sprejem. Dogodek se bo zaključil v palači Gravizi Barbabjanka z glasbenim nastopom. Zbirno mesto bo pred osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper. Ob isti uri se bo v magazinu Grandu v Portorožu pričel elektronski glasbeni spektakel Tartini Elektronik, kjer bodo nastopili DJ-ji Zeta Reticula, Tommy de Klerk, Proteus Nor, Bodam Project, Benjamin Šok in Abel Modik. Za vizualizacije bo poskrbela Urša Čuk. Uro kasneje pa se bo v izolskem Hangar baru pričel akustični koncert Zina in Dora Tomori. Ta bo prav tako počastil Dan žena. V nedeljo 9. marca pa bo ob 19. uri Areno Bonifika v Kopru zasedla priznana vokalna skupina Perpetuum Jazzile. Na sredin večer 13. marca s pričetkom ob 18:30 pa bo v Centru mladih Koper na sporedu filmski večer, kjer bo predvajan film Korzet, zgodovinska drama o cesarici Elizabeti Avstrijski,
ki se je pri 40 letih uprla togim družbenim pričakovanjem in ob tem iskala lastno identiteto. Ob 19:30 pa se bo v Mediadomu Pirani v Piranu predvajal dokumentarni film Joan Baez, Jaz sem hrušč, intimen dokumentarni portret, v kateremu legendarna pevka in aktivistka neobičajno in odkrito spregovori o svojem življenju na odru in za njim. V petek 14. marca pa bo ob 19:30 v gledališču Koper na sporedu plesno-vokalni performans plesalke in umetnice Ana Marije Klanšček z naslovom Ona. Ta bo skozi gib in glas raziskoval žensko identiteto. Ob 20. uri pa bo v gledališču Trtini v Piranu v sklopu cikla dogodkov Piranski glasbeni oder potekal koncert zasedbe Norea, kjer bodo zazvenele irske folk melodije. V Hangar baru v Izoli pa bo ob isti uri koncert Mirgo in Get z gosti, ki bo postregel z rap in hip-hop ritmi. To je z naše strani vse, prijeten teden vam želimo in se vidimo naslednjič. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.